Dober dan. Lep pozdrav. Premier Republike Slovenije se je z Budimpešte vrnil, je bil v prijateljskih pogovorih z madžarskim premierjem Orbanom. Sta se menila o tem, da bi še pospešili gospodarsko sodelovanje. Tukaj nas najbolj zanima, kje je Madžarska, pa kje je Slovenija, ko gre za investicijo v drugi tir, ne? Orbanov stavek je bil pomenljiv, ne? Se pravi, Slovenija nas noče, ampak če se bi pa premislili, smo pa zelo pripravljeni, da v ta drugi tir investiramo, ker nas Luka Koper zanima. Zaenkrat smo pa kupili en del tržaškega pristanišča in bomo prek Trsta vodili naše mednarodne operacije. Kje je zajec v tem grmu? Ne bi vedel, res ne. Mislim, na vsak način je treba postaviti neko zvezo med ekonomijo pa med političnimi oziroma strateškimi državnimi interesi. Tem ni dvoma. In to so že tudi midva razpredala, da Madžarska pač v luči pač svoje bolečine, ne, po izgubi ozemlja po prvi svetovni vojni ima verjetno določena razmišljanja o tem, kako bi svoj vpliv razširila. Jaz bi se tega bal. Ja. Tega vpliva bi se jaz bal. Mislim, ker dosti sistematično investira Madžarska v ta del, ne, Slovenije, ki je pred trianonsko pogodbo bil del Madžarske, ne, hkrati pa je ta sentiment vezan na Rajnko, Avstro-Ogrsko, ki seveda ne sega samo na dele slovenskega ozemlja, pač pa tako precej širše proti Romuniji, Slovaški pa še kam, ne. Ta sentiment je zelo močen, ne. Mislim, Madžarska postavlja spomenike, v katerih je ena sama bolečina zaradi izgube ozemlja, na katerem Madžari niso nikdar živeli sicer, ne. Mislim, eno ključno vprašanje bi bilo pač to, komu je vse to dogajanje namenjeno sploh. A je to dogajanje v imenu gospodarstva namenjeno Sloveniji in Sloveniji slovenskih državljanov, ali je to namenjeno nečemu drugemu ali tretjemu, ne? Se pravi, en kratek, mogoče neumesten preskok bi pač naredil v povezavo z volitvami, z izidom volitev v Turingiji v Nemčiji. Pa me zanima, kako boš to speljal. Speljal bi na sledeč način. Tam je namreč prepričljivo sta zmagala Levica na prvem mestu, na drugem mestu pa skrajna desnica, ne? In izrinili so natanko to, kar se imenuje strogi center, se pravi CDU. Strogi center pa, ki je v Nemčiji od druge svetovne vojne naprej pač reprezentiral nek nov, modern, nenacionalističen, propulziven, človekovim pravicam naklonjen spoj politike med socialno ureditvijo in pa gospodarsko propulzivnostjo je funkcioniral celotno povojno obdobje. Zdajšnja kritika Angeli Merkel je že dolga leta šla pač v to smer, ne, da v bistvu vsem tem pridobitvam, s katerim sta se krščanska demokracija pa socialna demokracija srečala nekje na sredini, ne, da se na neviden in neslišen način umika v korist neoliberalizmu, ne. Neoliberalizem ima pa nekaj opravka z padcem berlinskega zidu, ne. Obhajamo obletnico čez nekaj dni, ne? Tako, ne. 10.11. Ja, in padec berlinskega zidu, bom pač citiral filozofa Alaina Badiouja, ne, pač zadnjega vrhuncu tako imenovanega francoskega momenta je pač tak, da je postavil tezo, da se je berlinski zid, ko je bil porušen, postavil ne več geografsko, ampak med revne in bogate, ne. In sporočilo zdajšnjih volitev v Turingiji je pač ta, ne, da ljudje verjetno niso zdaj optirali za nacionalizem na eni strani ali pa za komunizem na drugi strani, ne, ali pa za neko internacionalno na drugi strani v klasičnem pomenu besede blokov
recimo med nacizmom pa stalinizmom, ne, sploh ne. Mislim, da so oni reagirali na dnevno situacijo, ki se reče, mi hočemo tukaj živeti, mi hočemo, da je naša država, ne. In Angela Merkel jim je najprej v prvem valu pač oskrbela v imenu velikega evra in velike Evrope neko strogost, ki jo je simboliziral evro, ne, in se je na koncu izkazalo, da je bil to evro bič, ki je najprej pretepil Grke in vse ostale, ki bi razmišljali o tem, da niso disciplinirani, pridni in tako naprej. In jim sporočil, da se iz lastne krize nikoli več ne bodo rešili drugače kot pod zelo strogimi pravili mednarodnega finančnega sistema. Se pravi, to je bila ideja, ki jo je napadel Varoufakis, zelo jasno, zelo glasno, a ne, in zelo prepričljivo, a ne, na eni strani. In to, ko se je potem odkupovala za to napako, ne, je naredila naslednjo, je sproducirala srednjeevropske desnice z tem nenadzorovanim Herzlich Willkommen, ki so iz Sirije begunci prihajali v Nemčijo, a ne. Njena ideja je bila narediti družbo Nemčijo, ki bo multikulturna. Potem je na nekem shodu z mladimi CDU, ne, mislim, da je bilo v Potsdamu ali nekje, toliko let nazaj, mislim, da 15 let nazaj že rekla, da se ji zdi, da je ideja multikulturne Nemčije nemogoča, da je propadla, da to ne obstaja, ne. V skupnem seštevku, ne, je za seboj pustila na nek način neki dve skrajnosti, ki sta, oziroma dve poziciji, ki sta počasi začela radirati sredinsko centralno pozicijo CDU in izporočila, da ta pozicija ne dela toliko več za Nemčijo oziroma za ljudi, kot pa za kapital, gospodarstvo, neoliberalizem, ne. In tudi zanimivo zdaj, recimo celotna Evropska unija je bila pod taktirko Nemčije pač tako urejena, da se pogajalci pogajajo v imenu nekoga ali nečesa, ki ni skupek 27-terice, ne, ali pa 27 držav, recimo pri Brexitu je tipičen primer, ko se Barnier pogovarja, to kar zvemo, Evropska unija je rekla to, Evropska unija je rekla ono, pa ne vemo, je kdo sploh vprašal države, se strinjajo s tem, recimo, ko odlagajo Brexit, ne, po 3 mesece, pa spet 3 mesece, pa spet 3 mesece, ampak nekako v ozadju tiči neka ideja, da o tem odloča nemško gospodarstvo, ne, ali Angela Merkel v imenu tega gospodarstva. Skratka, neka neoliberalna nastrojenost je nad suverenostjo države. In seveda to je gorivo za neke nacionalizme. Zdaj se je pa v bistvu v Turingiji je prišlo pa notranje politično sporočilo, ne. Mi s tem nismo zadovoljni in razumi že enkrat, ne, da je treba dati nekaj ljudem, ne pa neki abstraktni neoliberalni stvari, ki na koncu koncev zadane male ljudi, ne. To se mi zdi tudi zgodovinska sporočila, v tem sem zapisal pač v soboto, ne. Če pogledaš to zvezdno deželo, ne, in ji poskušaš določati srce, tako rahlo Weimar, ne. Jena. Tako, ne, v ravni črti, Jena, Weimar in tako, ne. In to je prostor velikih zgodb, ne, Weimar sigurno, Jena tudi, ne, mislim, tam je bila univerza v Jeni, Weimarska republika, recimo, ki je nastala oziroma se je oblikovala v dilemah po prvi svetovni vojni 1918, ne, ko so bile vojne reparacije tako hude, da so bile praktično nevzdržne, ne, in se je na ta način spočel nacionalizem, ne. Ta duh, ne, Weimarske republike in vsega, kar je zatem prišlo, na drugi strani pa tam se na tej osi je na Weimar spočine tudi nemško razsvetljenstvo, vendar je nekaj sporočen. Zato se mi zdi, da so te volitve na nek način tako, jih je možno simbolno prevezati, no, tako, če tako rečem, ne. In to, kar se sproža v vseh drugih državah, konkretno zdaj recimo tudi v Italiji, ne, ker spet Salvini poskuša triumfirati iz lokalnih volitev v lokalne volitve in tako naprej, ne. Vendar sporoča, da v bližnji prihodnosti, ne, se bo ta neka ideologija stroge sredine bo evaporirala, bo izparela, bo razpadla in prostor bodo zasedle spet tisti, ki ljudi nagovarjajo v neki zelo neposredni govorici, neposrednih potreb, v neposrednih okoliščinah in na konkretnem terenu, ne. S tem sva pri Orbanu? S tem sva pri tej logiki, da desnice lahko vzcvetijo
zelo hiter in zelo močno. Ne. Levice bodo poskušale pač na ta vprašanja odgovarjati iz neke druge logike, ne. Se Levica je zdaj zmagala tam, to je pač neko sporočilo, ampak konkretno, ne, srednja evropska desnica, zdaj, če se vrnemo na temo pa na Orbana, ne, je vzcvetela točno na antimigrantski retoriki in na kritiki liberalizma, ampak na hkratni popolni podpori neoliberalizma in neoliberalistične logike. Kar pa je paradoks. Kar je pa paradoks velik, ne, zaradi tega, in Orban je v bistvu prav poosebljen spoj čistega nacionalizma in neoliberalizma hkrati. Ne? Ker, a veš, neliberalna demokracija ne pomeni, da pa ta demokracija nima zelo močnih elementov neoliberalizma. Mislim, neoliberalizem je ena posebna podzvrst te ideologije, ki je ekonomizem postavlja pač na prvo mesto, hkrati pa nacionalne atribute uveljavlja in pač na ta način, da jih koristi, no, čisto enostavno, zato ker rabijo neko ekonomsko podstat, ki si jo s tem zagotovijo. Ker po domače povedan je v tej smislu zelo naklonjena razslojitvi družbe, ne? Se pravi na super bogate in revne pa pol zaničuje čez neveljavnost levice. Ne? In ko to razmerje preraste neko določeno, recimo razmerje 1:10, ga razumem še v smislu neke vzdržnosti, ampak če jaz prav razumem, Orbanova družina obvladuje ogromno kapitala na Madžarskem. Ne? Vprašanje, kako definiraš njegovo družino, ne? Ampak krog njegovih vazalov, ne? Ja. Nedvomno obvladuje glavnino madžarske ekonomije. Ja. Zdaj, če se pogovarjamo o tem, ko se je ta teden tudi govorili, da v Sloveniji recimo nek medijski sistem, da niso v konkretnih imenih, kupuje nek češki tajkun in tako naprej, milijarder, in tako se spet vprašamo, mislim, se začnejo vrteti neke dileme, ki so pa v Sloveniji, zdaj, če smo že pri prazniku reformacije in vprašanju slovenskega protestantizma, govorimo o kulturnem pomenu, ne o verskem pomenu besede, ne? Neke temeljne dileme razmerja med tem, kar je protestantizem v Sloveniji na ravni jezika odprl, ne? To se pravi ideologijo oziroma pač idejo samobitnosti, ne? In Slovenija vendarle je neka kulturna enota, ne? Da ne rečem tudi narodna enota, ki je vedno se morala boriti za to svojo samobitnost. Ne? In to večno danajsko razmerje sosed ali pa skrb sosed za Slovenijo je bilo vedno suspektno, ne? Vedno sumljivo. Ne? Se pravi, zdaj, če... Boj se danajcev, ki prinašajo darove. Ja, seveda, ne. To boš ti bolj vedel, ne, da tisti, ki so v Sloveniji še mislili to zvezo med slovensko samobitnostjo pa gospodarsko, kako ne rečem, pa med gospodarskim udejstvovanjem, so imeli pametni, ne, vedno v mislih, že jaz se spomnim Jožeta Mencingerja iz leta 90-91, ne, o razmišljanjih o privatizaciji. Ne. Raje pri privatizaciji se ozirajmo po kupcih, ki so bolj oddaljeni od nas. Ni takrat je on rekel Nemčija, Švedska, tako prav dežele, ki nimajo nekih zgodovinskih aspiracij do našega ozemlja in vendar lahko prinesejo kapital in tako naprej. In pri Madžarski sem jaz vedno, pri Italiji... Pri strategih, ki so mislili pozicijo Slovenije v 90-ih letih, ne, ja, prejšnjega stoletja, ne, je prav pri Luki Koper, ne, bila močno prisotna ideja, ne, Luka Koper se more povezati z Bavarsko. Ne. Zakaj z Bavarsko? Zaradi tega, ker Bavarska seveda prvič ni neposredna soseda, drugič s tem, ko Bavarce pripelješ v Luko Koper, zagotoviš mejo med Slovenijo in Italijo in preprečaš morebitne ambicije Italije na slovenskem Primorskem. Ne. Hkrati pa Bavarska pač pokrajina, ki sodi med delč najbolj propulzivne pokrajine v svetu. Ne? In bi ta kombinacija seveda bila lahko zmagovita kombinacija, se pa nikdar ni začelo udejanjati v smislu, da bi Nemčija bila
zelo intenzivno prisotna recimo pri razmišljanju o gradnji drugega tira, ne? Ali pa investiranju v drugi tir ali karkoli. Ja, bolj od Pahor kot premier je takrat razmišljal v povezavi z Nemci, ne, če se spomniš, prav v zvezi z drugim tirom. Ja, vendar je šlo takrat za neke zelo čudaške, za moje pojme, ne, naveze, ko je bila v Slovenijo povabljena oseba, za katero se ni vedelo, a deluje v Sloveniji kot svetovalec, kot lobist, kot plačani ali neplačani svetovalec, pa zdaj, če je nekdo neplačan svetovalec, kaj to pomeni? Zakaj pa bi nekdo, ki je celo življenje opravljal, vršil pomembne funkcije v nemški ekonomiji, iz nekih altruističnih razlogov pomagal Sloveniji, ne? In je zadeva takrat bila skrajno mučna, ne? Ja, dajva umestiva še se v ta kontekst Šarčevega obiska na Madžarskem, ne? In se vrniva k temu. Ja. Ne, mislim, sva v isti smeri razmišljala, ampak da še en določen kontekst nariševa, ne, da je v zaledju tega tudi neka negativna izkušnja za Nemci, ki sicer gre za nek sklad, ne, ampak Adria je bila takrat toliko let nazaj prodana ravno v imenu tega, Nemci pa znajo, zdaj bodo pa oni zrihtali to agonijo, ki se v Adriji vleče. Prvič je Adria, govorim zdaj Adria Airways, ja. Se pravi, letalska družba je po eni strani se ve, ne, da je Slovenija premajhna, da bi lahko uspešno peljala nekaj, kar mora biti vpet v nek celoten svet, ne, da Nemčija je v tem smislu mnogo bolj propulzivna, potem je to država, ki ve, kaj je red, kako to urediti in tako naprej. No in zdaj smo tukaj. Vse skupaj je propadlo, pri čemer je ta nespodobni Nemec prišel še celo na vlado, naj ta vlada, ki je prodala zadevo, zato da se dezinvestira, pravzaprav naj da zdaj pa subvencijo, zato da bo on lahko privatni biznis rešil. Ne. Skratka, in v tem kontekstu, ne, te slabe izkušnje se zdaj pojavi nek nov premislek. Ne, in to je tisto, kar me skrbi. Ne, ker ali ima to zdaj, ne vem, ko je Počivalšek v Mladini povedal, da razmišlja o novem regionalnem, tokrat ne nacionalnem, ampak regionalnem prevozniku, ne, ki bo spet strateški partner tukaj v Sloveniji, ne, v smislu Adria Airways, ne, a bodo to Madžari? Kdo bo to, ne? Ker imena pa ni povedal. Ne? Ja. Kje smo zdaj? In kot da se vrtimo v teh začaranih krogih non-stop in kot da si nekako ne uredimo neke nove paradigme, nekega novega, da bi videli, kaj hočemo. Ne? Ampak spet smo pri izvornem vprašanju, komu je to namenjeno? A je to zdaj namenjeno biznisu in kapitalu samo po sebi, ali to nam uporabniku? Ker jaz ne grem že celo leto, ne, in še nekaj časa očitno ne bom šel ven iz te travme, kako se jaz pripeljem v službo. Ne. Ko ugotovim, da so rekonstrukcije in obnove cest same sebi namen, to se pravi namen biznisa z tistim, ki delijo denar, ki ga seveda pridobivajo v našem imenu, ne, iz naših davkov ali pa iz davkov državljanov Evropske unije, ne, so same sebi namen in mi uporabniki teh cest sploh nismo več cilj, ampak je cilj biznis sam zase. In mi se vozimo po vseh teh obvoznicah, po teh neskončnih, se ustavljamo na semaforih po 10-kilometrskih kolonah in tako naprej. Ne. In zdaj, če bo drugi tir, pa Adria, pa regionalni prevoznik, ne, spet namenjen temu, zato da bo tamle po najlepših kosih Gorenjske nastajala velika skladišča za evropske pretovore, ne. Potem se jaz odločno proti, mi je zelo žal. Ne. Slovenija je prelepa in premajhna, zato da bi bila tukaj skladišče nekih svetovno skladišče nekih kontejnerjev, ne, mislim, oprosti. Čemu je namenjeno to? Ne? Ali, mislim, tukaj bi že bil prostor za en zrel premislek, ali je naša ekonomija namenjena tranzitu, ali je naša ekonomija namenjena temu, da gradimo ceste, zato da bomo imeli še večje zastoje in končni uporabniki tega prostora od tega ne bodo imeli nič ali pa bodo imeli manj, kot so imeli 15-20 let nazaj. To so resni premisleki. Ne? In imajo tudi svoje aplikacije. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker se iz tega nezadovoljstva, ki ga jaz doživljam vsak dan na cesti, recimo na koncu rodi širše nezadovoljstvo, ki na koncu sporoča natanko to, kar so sporočile volitve v Weimarju. Ne? Na koncu se nekaj ne izide. In to so tisti premisleki, ki bi jih, ne vem,
Jaz ne bi želel biti nacionalist, ne bi želel biti niti nacionalno zamejen v določenih stvareh, ampak enostavno nikoli pa nisem želel in nikoli ne bom želel živeti v svojem prostoru v podobi zagrenjenega hlapca. Ne. To pa ni. Ne. Mislim, mi moramo kvaliteto življenja tudi tukaj zagotoviti, ne samo kvaliteto pretoka kapitala, ne, pa infrastrukturnih ko ne rečem, premikov za to, da bo pač nek imaginarni kapital lahko živ. Ne. Mi smo uporabniki tega prostora, mi ta prostor in neka kakovost od tega, tako kot turizem postaja sam sebi namen, ne. To tudi že vse leto govorim. Ne. Turizem postaja sam sebi namen, sploh ni več, ni namenjen niti pač, jaz ne vem, kdo od tega bogati in ki prikazuje gospodarsko rast, ampak kakovost življenja v slovenskih turističnih središčih je enako nič. Dobesedno nič. Ne. To ni več življenje. Dejansko. Zato, da se tam pretakajo 100 000 in milijoni mimobežnih turistov, nizkocenovnih mimobežnih turistov, zato, da ti degradiraš okolje, recimo Triglavski park je popolnoma degradiran. Ne. In zato, da tisti, ki so pač tam pokupili neke apartmaje, lahko služijo mastne denarje, zato ljudje več ne živijo. Ne. In če to zdaj ekstrapoliraš na celotno Slovenijo, da bomo zdaj vso infrastrukturo zadolževali Slovenijo, črpali evropska sredstva in Slovenijo podredili nekemu abstraktnemu interesu nekih nadljudi, ki so v terminih padca Berlinskega zidu v bistvu postali bogati in imajo postali do revnih, oprosti, tle se jaz ne grem. Oziroma, tukaj jaz naslavljam oster protest. In to ni odmaknjeno od temeljne diskusije, ki tudi v Sloveniji teče preko določenih pač angažiranih aktivistov ali pa tistih, ki znajo razmišljati o tem v razmerju, kako tretiramo socialo. Ne. To niso tako odmaknjene stvari ena od druge, to je vse povezano. Ne. Kako percipirati našo družbo. Ne. Ali je to družba, ki bo razslojena in tam, ko enkrat ideologija zmaga na tej ravni, da ti nekomu, ki je reven ali pa ki je delaven in reven, ne, mu ukinjaš socialne dodatke z tezo, da mora še več delati, zato da bo lahko preživel, hkrati pa bogatim sporočaš, da jih razbremenjuješ zato, da bojo še bolj bogati, skratka, da bo lahko šli še na ene počitnice več, medtem ko revni ne bodo mogli osnovnih potreb zadovoljevati, plačevati računov, najemnin, imeti toplih obrokov in tako naprej. Prosti, to je debata, ki se tiče vsega tega, s čimer sva začela. Ne? In s tem bova končala. Prav.